Na Društvu za zdravje srca in ožilja že sicer deluje od leta 1991, smo že pred več kot 15 leti pričeli delovati na področju preventive sedenja, se reče, pred ekrani. In že takrat je bilo to zelo pogosto, predvsem zaradi tega, ker so otroci, pa tudi odrasli, zelo veliko presedeli za televizijskimi ekrani in sedenje, kot vemo, povzroča mnoge zdravstvene težave, predvsem kronične nenalezljive bolezni, zaradi tega, ker je dejavnik tveganja za nastanek prekomerne telesne teže oziroma debelosti. Debelost oziroma prekomerna telesna teža pa povzroča vse te težave, zaradi tega, ker vpliva na druge dejavnike tveganja, ki se potem pojavijo, in srčno-žilne bolezni so tu že lahko kar kmalu po 30. letu, lahko tudi diabetes, potem osteoporoza se prej pojavi in tako naprej. Se pravi, sedenje je tisto, ki nas je najprej vodilo k temu, da smo začeli s programi ozaveščanja proti sedenju za ekrani. No, potem pa se je pojavilo še veliko več drugih digitalnih tehnologij. S pojavom novih digitalnih tehnologij, tudi pri nas v Sloveniji, se je to razširilo pred leti pri otrocih preko normale in smo že v drugih projektih ugotavljali na Društvu za zdravje srca in ožilja, da že čez vikend, na primer, otroci stari 7 do 12 let več kot 4 ure presedijo na dan za ekrani. In to je veliko preveč, ker jim jemlje dragocen prosti čas, ki bi se lahko drugače preživel, bolj kvalitetno. Tako da smo se odločili, da posežemo tudi na to področje, čeprav se ne tiče vse bolezni srca in ožilja, ampak je to le vrh ledene gore, te kronične nenalezljive bolezni. In na tem strokovnem srečanju, ki smo ga organizirali 14. decembra, kako digitalne tehnologije vplivajo na življenja in sanje naših otrok, smo ga poimenovali, smo ugotavljali, kaj vse se skriva še pod tem sedenjem za ekrani. Kakšne težave vse, seveda tudi nekatere dobre lastnosti oziroma vplivi so, ki izhajajo iz uporabe mobilnih tehnologij, to ni sploh vprašanje, digitalnih tehnologij, to sploh ni vprašanje, da bi bilo kaj spornega, ampak preveč mora imeti vse neko mero, da otroci in mi ostanemo zdravi čim dlje v življenju. Kot smo slišali tudi na strokovnem srečanju, pa tudi mi smo prepričani v to, da je dobro otrokom že kar zgodaj, ko se začnejo spogledovati z različnimi ekrani, povemo, koliko časa lahko preživijo za ekrani, in jim poskušamo organizirati njihov prosti čas, pa tudi našega, na ta način, da že zgodaj v otroštvu čim več skupaj preživimo aktivno, da se z njimi gibljemo, hodimo ven na sprehode, na igrišča. Ni treba, da jih vpisujemo v razne zdaj drage športne krožke, klube, karkoli že, ampak da smo z njimi, da se pogovarjamo, da se aktivno udejstvujemo zunaj na zraku in da jim privzgojimo nek zdrav odnos do tega. Da tudi potem kasneje, ko vrstniki prevzamejo večjo vlogo, ko vplivajo na naše najstnike, na otroke, takrat pa je vrstniška družba tista, ki že mora imeti odprej neke zdrave korenine, da se ne poda na pot odvisnosti tudi od ekranov. Ja, na Društvu za zdravje srca in ožilja imamo v okviru tega projekta, recimo neodvisnosti, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Imamo več aktivnosti, tudi delavnice bomo imeli za starše, učitelje, otroke, tako da ne bomo samo govorili in ozaveščali preko medijev, ampak tudi dejansko bomo pomagali družinam, šolam, staršem. Za strokovno srečanje, kako digitalne tehnologije vplivajo na zdravje, na življenje in sanje naših otrok, smo se odločili za to, ker smo želeli, da
predavatelji, ki smo jih povabili kot govornike na strokovno srečanje, povedo vsak svojega področja tudi rešitve, ki bi lahko vplivale na izboljšanje stanja na tem področju, ne. Tako da vsak predavatelj nam je posredoval določene rešitve in njihove poglede na problematiko sedenja za ekrani in te bomo sedaj izbrali ter posredovali dotičnim inštitucijam, ki se ukvarjajo z stanjem na tem področju, da bi lahko bilo boljše in pa, da jih bomo lahko posredovali javnosti, ki se tudi to tiče, staršem, ne, učiteljem, tistim, ki vzgajajo otroke v prvi vrsti, da bodo lahko se bolje odločali pri svojih pogovorih z otroci in mladostniki. Tudi v preteklosti smo že imeli podobna strokovna srečanja, ko smo na primer govorili o prekomerni telesni teži pri otrocih in mladostnikih. Lani smo imeli strokovno srečanje o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov in kako bi lahko izboljšali stanje. Tudi projekt Otroci v mestu smo zaključili letos in smo na primer tudi natisnili razne brošurice, kot je tale Od mladih nog z gibanjem do zdravja. Ta srček Bim Bam vedno ozavešča otroke, predvsem v osnovnih šolah, da naj se gibljejo, naj zdravo živijo. Tudi vaje smo pripravili v šolske učilnice, da lahko v odmoru opravijo nekaj vaj, ker je dokazano, da tudi telesna dejavnost, pa čeprav nekaj minutna, vpliva na boljšo koncentracijo otrok, da se lažje zberejo, ne, da lažje sodelujejo pri pouku in da se razgibajo.